Lep pozdrav vsem navijačem slovenske reprezentance, ki je na svoji tretji tekmi zabeležila še tretjo zmago zapored in med reprezentancami, ki so odigrale že 3 tekme v skupinah A in B, ostaja edina neporažena. Tokratna analiza žal zopet samo z mojo malenkostjo, moje ime je Matej, po naslednji tekmi pa se mi bo zopet pridružil Blaž in potem v tekmah na izpad, seveda tudi kakšen gost iz sveta košarke, vendar o tem več kdaj kasneje. Sedaj pa si bomo pogledali dogajanje na današnjem srečanju proti Grkom, tradicionalno neugodnim Grkom, ki jih je Slovenija premagala po trdem boju v napeti tekmi, podobno kot včeraj proti Fincem. Zopet razburljiva tekma, slovenska reprezentanca na tem evropskem prvenstvu igra lepo in gledljivo košarko, predvsem borbeno košarko in je vsekakor vredna vaše podpore. Morda lahko za začetek namenim samo par besed preostalim srečanjem v naši skupini in tudi preostalim srečanjem, ki so bila danes odigrana. V naši skupini je Francija visoko in zanesljivo premagala Islandijo, čeprav so v prvem polčasu, predvsem na začetku srečanja, Islandci držali stik s Francozi in so Francozi šele potem v drugem polčasu naredili to razliko, ki je na koncu seveda znašala skoraj 40 točk. Tudi Slovenija seveda z Islandijo ne bi smela imeti nobenih večjih težav, zato se bo verjetno pričakovano o prvem mestu v naši skupini odločalo na tisti zadnji tekmi med Slovenijo in Francijo. V naši skupini pa je bila danes odigrana tudi tekma med Finsko in Poljsko, ki so jo Finci dobili po 2 podaljških, zopet fantastični Mark Kanen, ki bo verjetno v naslednji sezoni ena izmed redkih točk Chicago Bullsov. Proti Poljakom je blestel predvsem v drugem podaljšku, njemu gre največ zaslug za to trdo izbojevano zmago, namreč Poljaki so tik pred koncem srečanja vodili že za 8 točk in so potem Finci na neverjeten način nadoknadili to razliko, se vrnili na podoben način kot proti Francozom in na koncu izsilili podaljšek, celo 2 podaljška in potem v drugem podaljšku premagali Poljake. Če bi Finci celotno prvenstvo igrali na domačem parketu, bi lahko morda računali celo na kakšen viden uspeh, morda potihem celo na kakšen boj za morda pogojno udeležbo v polfinalu, vendar seveda govorim, če bi igrali celotno prvenstvo doma. Ker ga ne bodo igrali, dvomim, da bodo v Turčiji igrali podobno, da tam jih tudi domača publika ne bo mogla ponesti na tak način, kot jih lahko ponese seveda fanatična publika v Helsinkih. Mark Kanen je na koncu tekmo sklenil 27 točkami med 9-20, 2-5 za 3, 9 skoki, 2 asistencama, 2 ukradenima žogama, 1 blokado. Vsekakor odlična predstava bodočega zvezdnika NBA košarke, če bo le šlo vse po načrtih, vedno so take napovedi rahlo nehvaležne. Izraelci so danes tudi vpisali končno prvo zmago, tudi jim je uspel gromozanski preobrat, saj so v drugem polčasu zaostajali že za 16 točk, vendar se na koncu vrnili in premagali Nemce na domačem parketu. Zato v skupinah A in B je Slovenija edina reprezentanca, ki ostaja neporažena. Toda o tem morda več v samem zaključku podcasta, zato da ne bom izgubljal preveč časa s tem uvodom. Naj bo to dovolj in se vrnem čez par trenutkov z analizo srečanja Slovenija-Grčija. Ja, današnja zmaga proti Grkom Slovencem na veliko odpira vrata v drugi krog, v nadaljevanje tekmovanja. Zato bo tista zadnja tekma v skupini najbolj pomembna, vendar ni nujno, da bo Slovencem štela samo zmaga. Zakaj? O tem sem malce spregovoril že včeraj, vendar ja,
Če bo Slovenija prva v skupini A in recimo Španija prva v svoji skupini C, potem se Slovenija lahko Španijo sreča že v polfinalu. Zakaj to omenjam? Predvsem zaradi tega, ker menim, da je Španija edina reprezentanca na tem prvenstvu, ki je za našo nepremagljiva. Seveda so kalkulacije dvorezen meč in mnenja tukaj se pogosto krešejo in si nasprotujejo. Recimo Luka Dončić je že izjavil, da če želiš biti prvak Evrope, moraš seveda premagati vse in zato on ne razmišlja o kalkulacijah. Vendar za Slovenijo bi bila verjetno tudi bronasta ali srebrna medalja vredna zlata. Zato je morda včasih dobro tudi malce razmišljati, pogledati za naprej, s kom se križaš, čeprav seveda kalkuliranje na to, da bomo v polfinalu se izognili Špancem, nam lahko prinese težjega nasprotnika na to v četrtfinalu ali v osmini finala. Za te račune je morda še malce prezgodaj, ker lahko zadnji dve tekmi v vseh skupinah še precej spremenita, pravzaprav v dveh skupinah jih čakajo še 3 tekme, zato je zagotovo za kalkulacije še precej prezgodaj, vendar po pričakovani, seveda zmagi proti Islandiji, pa bomo morali že konkretno pogledati proti nadaljevanju tekmovanja in se vprašati, kaj bi bilo za našo reprezentanco bolje. Zmaga ali morda celo poraz proti Francozom. Na zadnjem svetovnem prvenstvu smo recimo bili točno v taki situaciji, ko bi lahko kalkulirali in se z morebitnim namernim porazom izognili Američanom v četrtfinalu. Toda na koncu so kalkulirali Avstralci in oni namerno izgubili, mi pa smo na to v četrtfinalu naleteli na seveda nepremagljive Američane. Morda nekdo misli, da Španci za nas niso nepremagljivi, da jih bi lahko na tem evropskem prvenstvu tudi njih premagali, vendar glede na izjemno težko delo, ki ga imamo s centri, za nasprotnimi centri in glede na to, da se sedaj še nismo pomerili s centri, ki bi bili blizu kvaliteti Marka in Poa Gasola, to sta seveda centra na precej višjem nivoju, razred 2 ali celo 3 razrede višjem nivoju kot centri, s katerimi smo se pomerili sedaj. Seveda dvomim v uspeh naše reprezentance proti izjemno močnim Špancem. Seveda izjema je lahko srečanje, v katerem Slovenija zadane 15-16 trojk, v kateri se naši ostrostrelci razletijo, vendar tudi met za 3 zaenkrat še ni tisto močnejše orožje naše reprezentance. Naša reprezentanca je močna v prodoru, v tranziciji. Tudi danes proti Grkom boljši met za 3 točke. Upajmo, da je to trend, ki bo šel v pozitivno smer in bo naš procent se še višal. Danes 35, tam nekje bi Slovenija morala imeti procent na vsaki tekmi proti tistim močnejšim ekipam. Namreč pod košem preprosto nismo dovolj močni. Vidmar danes bil izjemno bitko proti grškim centrom, vendar on je specifičen tip centra, izjemno močan, skočen, atletski, z izjemnim pregledom, ima občutek za podajo, ni najboljši skakalec in skok redno izgubljamo, čeprav Vidmarjeva naloga je pogosto tudi zapiranje prostora, zato da lahko nekdo od njegovih soigralcev pobere skok. In Vidmar dobro zapira prostor. Vendar naši ostali igralci niso najbolj uspešni v skoku, potrebovali bi pomoč v skoku tudi iz branilskih položajev, tudi iz zunanjih položajev dosti večjo. Tukaj seveda Luka opravi izjemno veliko dela in izjemno pomembno delo za našo reprezentanco, vendar on ni tukaj dovolj, samo on, potreboval bi še pomoč. Tudi Randolph je dober skakalec, dobro skače, vendar naši igralci bodo morali pokazati nekaj več, predvsem v skoku. Recimo Grki z Borusisom, Papajanisom in tudi Princezisom so bili že dober test za naše visoke igralce, ki pa ta test niso najbolje prestali. Namreč Grki so samo iz naše rakete dosegli kar 50 od njihovih 72 točk. Slovensko moštvo pa je tokrat iz prostora pod obročem doseglo 28 točk in tudi prvič na tem Eurobasketu izgubilo dvoboj v točkah oziroma koših iz neposredne bližine obroča.
Vse ostale statistične kategorije med obema moštvoma so namreč bile zelo izenačene. Obe moštvi sta bili skorajda v vseh statističnih kategorijah izenačeni, z izjemo seveda boljšega meta za 3 točke Slovencev. Prvič na teh 3 tekmah je Slovenija dobila met za 3 točke na eni strani in izgubila dvoboj pod obročem na drugi. Torej ta slika je pokazala drugačno podobo naše reprezentance, kot smo jo videli na prejšnjih tekmah. Tisto, kar pa najbolj veseli, je pa seveda odlična igra Luke Dončića. Predvsem po zadnji tekmi proti Fincem sva z Blažem tukaj v tem podcastu govorila o tem, da bo Goran potreboval pomoč soigralcev. Vsega ne bo moral sam postoriti. Tudi na tekmi proti Fincem je po tistem izjemnem prvem polčasu, v katerem je dosegel 24 točk in praktično sam igral simultanko proti finskemu moštvu, zaradi nerazpoloženih soigralcev seveda. Včeraj je prvih 6 minut čakal, ni vrgal nobenega meta, nato šele tam v četrti 4,5 minute pred koncem prve četrtine vrgal prvi met na igro in potem seveda tudi drugega, tretjega, četrtega, večino teh seveda zadev. V polčasu mislim, da je metal 9-12 iz igre in bil eden izmed glavnih razlogov, da so Slovenci lahko odšli na polčas s prednostjo. Danes je bil eden izmed glavnih razlogov, da so Slovenci odšli na polčas s prednostjo Luka Dončić. Njega smo čakali, včeraj sem dejal, Luko se splača čakati ne samo to prvenstvo, njega se splača čakati naslednjih nekaj prvenstv, naslednjih nekaj let. On je 18-letni fant, ki ga čakajo še leta košarkaškega zorenja, pravzaprav ne samo košarkaškega, tudi osebnostnega. In on seveda je prihodnost naše reprezentance, vendar ne gre na njegova ramena polagati prevelikega ramena, ker vendarle gre še za najstnika in to je tista glavna poanta. Dejal sem, da bo tudi on že na tem prvenstvu prej ali slej pokazal pravi obraz in proti Grkom ga končno je. Ne samo v napadu, tudi v obrambi je pokazal boljšo igro kot na prejšnjih 2 tekmah in predvsem to me veseli, namreč Kokoškov je sam dejal po tistih prvih 2 tekmah, da more Luka pokazati malce več odgovornosti v igri. Vendarle je na prvih 2 tekmah včasih zaspal pri vračanju v obrambo, to si je recimo 18-letni fant ne more privoščiti, vendar že spet na drugi strani, vedno ko govorimo o njem, seveda govorimo o 18-letnem fantu, ravno to, pravzaprav morda celo preveč poudarjam to, vendar to, da Lukova obramba Luke na prvih 2 tekmah ni bila dobra, o tem seveda ni nobenega dvoma, posnetki namreč ne lažejo. Problem je pa seveda bil tudi to, da v napadu ni zadeval košev, ki jih ponavadi zadeva. No, to tekmo pa Luka na obeh straneh odličen, pokazal je, zakaj pravzaprav sodi med največje talente košarke, med igralce, ki bodo verjetno v prihodnjih 10 letih krojili prihodnost svetovne košarke in navduševali na parketih na obeh straneh Atlantika. Take igre proti Grkom ni v tem trenutku sposoben noben 18, 19. Za 20-letnika bi se pa upal trditi, da jih je v NBA ligi trenutno že nekaj, ki bi lahko pokazali tako igro. Vendar najstnikov takih na svetu trenutno ni. Skoraj 33 minut je Luka prebil v igri. 22 točk, met iz igre 7-12, 3-7 za 3. Veselijo tudi 5-6 prosti meti, s katerimi je imel težave skozi celotno pripravljalno obdobje. 5 skokov in 3 podaje ter +8 v času, ki ga je prebil na parketu. Za Edom Muričem drugi največji plus v vrstah naše reprezentance, torej druga največja pozitivna razlika napram nasprotniku, ki jo igralec ustvaril, ko je bil v igri. Luka je ob Goranovih težavah z osebnimi napakami in seveda tudi očitni utrujenosti, morda ne ravno utrujenosti, morda je Goran tudi namerno v drugi in tretji četrtini začel varčevati z močmi, ni šel več tako agresivno, s tako hitrostjo in energijo v prodor, kot smo od njega seveda vajeni.
In to se mu je na koncu tudi obrestovalo. Vendar v tistih trenutkih je slovenska reprezentanca potrebovala nekoga, ki bi jo povlekel, in tokrat je bil to prav Luka. 3 asistence niti ne kažejo tiste prave slike njegove organizacije, njegovega playmakinga, saj so soigralci zapravili kar nekaj lucidnih, čudovitih podaj z zgrešenimi polaganji. Celotno naše moštvo je namreč danes zgrešilo izjemno veliko število metov, ki jih včeraj ali na prvem srečanju niso. Predvsem polagan v prodorih in protinapadih, tudi to so danes zgrešili, lahkih neoviranih metov iz nekaj metrov. Take mete so na prvih 2 tekmah bolj pogosto zadevali in vsem se je danes poznala utrujenost, nedvomno tudi emocionalno izpraznjeni so bili po tistem srečanju proti domačinom, proti Fincem, proti nabito polni dvorani. To te vsekakor sprazni in zagotovo niso bili ravno spočiti. Grki malce bolj spočiti, čeprav tudi oni niso imeli najbolj lahkega srečanja proti Francozom, vendar je bilo to srečanje malce prej kot naše, zato nekaj ur več so izkoristili za počitek in na takem turnirju se to vendarle tudi malce pozna, vendar na srečo ta grška selekcija ne premore odličnih ostrostrelcev, s katerimi bi lahko malce razširili prostor, odprli več prostorov v raketi njihovim orjakom. Zato je to Slovenija lahko izkoristila in seveda tudi preko svojega boljšega meta za 3 točke začela tekmo precej bolje in se potem tudi vrnila in je Luka čudovito podal in Murić zadev za vodstvo Slovenije z 69 proti 66, 3 malce več kot 3 minute pred koncem srečanja. V teh trenutkih je bil Goran na klopi, Dragić je imel 4 osebne napake, 4. osebna tudi malce dvomljiva, zopet sodniki morda večino srečanja precej uravnoteženi, nato pa v tretji in zadnji četrtini se mi je zdelo, da so malce hitreje zapiskali Grkom. Vedno je seveda sodniški kriterij zelo težko ocenjevati in jaz stojim za teorijo, da sodniki bolj pogosto storijo napako, kot pa namerno sodijo v korist ene reprezentance, čeprav nedvomno poznamo tudi take primere na obeh straneh Atlantika, v NBA ligi in tudi na evropskih parketih nedvomno dokazano obstajajo primeri, kjer so sodniki namerno sodili v korist ene od reprezentanc ali enega izmed moštev, vendar mislim, da večinoma na tem prvenstvu ne sodijo tisti najboljši sodniki, sodijo po svojih najboljših močeh in pač storijo kakšno napako več, morda pod vtisom kakšnega bolj renomiranega imena. To se lahko dogaja, vendar menim, da so danes v tretji in zadnji četrtini pri teh odločitvah, ki bi lahko šle v korist ene ali druge reprezentance, se pravi teh 50-50 odločitvah, 50-50 odločitvah, kot radi rečemo, so skoraj da po pravilu sodili v korist Grkov, vendar mislim, da to je nekaj, na kar se Slovenci ne bodo smeli preveč ozirati. Tudi Gorane, tudi njega so sodniki malce ziritirali, malce spravili iz tira in tista 4. osebna je bila morda tudi dobra, da se je malce ohladil na klopi. Tudi o tem sva recimo z Blažem v najinem podcastu že govorila. Goran je vročekrven igralec. Ne sicer tisti najhujši razred vročekrvnežev, vendar ga lahko sodniki in tudi nasprotni igralci spravijo iz tira. Ne vedno, vendar take primere smo že videli in tudi danes sem dobil občutek, da so ga sodniki malce ziritirali, tudi z napačnimi odločitvami. Tista 4. osebna napaka je vendarle bila rahlo dvomljiva, vendar Goran se je potem na klopi spočil in prišel spočit nazaj in potem tudi zavil pentljo pod to zmago, postavil piko na i tej zmagi z ključnima prostima metoma in tudi ključnim košem v prodoru. Nasploh je v zadnji četrtini potem zaigral precej bolje. Vendar, da je to lahko storil, je seveda Luka moral pred tem reprezentanco držati v igri. To, da Luka ni bil edini danes, ki mu grejo pohvale za današnjo predstavo, danes bi izpostavil tudi Prepeliča. Blaž je recimo ravno o njem včeraj govoril kot o enem izmed potencialnih džokerjev s klopi.
včasih tudi džokerjev, ki bodo začeli v prvi peterki, in Prepelič je ta sloves danes vsekakor upravičil. +8 v minutah, ko je bil na parketu, igral je skoraj 29 minut, 16 točk, 5-9 met iz igre, 3-6 met za 3 in še 3 podaje, 2 res lepi podaji z očmi pod obroč za lahko polaganje, torej točke, ki gredo tudi na njegov račun. In Prepelič je danes dal ključni doprinos k tej zmagi in samo upamo lahko, da bo tako tudi nadaljeval. Murić, ki je bil na prvih 2 tekmah morda celo tisti posameznik v naši reprezentanci, ki je storil največ napak na obeh straneh parketa v obrambi in napadu, tudi danes zelo dober. Njemu sicer nikoli ne gre očitati borbenosti, tudi na prvih 2 tekmah, želje, borbenosti, tega mu ne gre očitati, vendar morda tudi v tem malce pregori in zaradi te želje in borbenosti stori kakšno napako več, vendar to je Murić, to je tak igralec in danes se mu je ta borbenost vsekakor obrestovala. +9, največji plus. In morda to velja izpostaviti tudi na včerajšnji tekmi. Kljub temu, da je storil veliko napak, je ta borbenost pripeljala do tega, da je imel tudi včeraj največji plus, večjega celo od Gorana v minutah, ki ga je prebil na parketu. Čančar, najprijetnejše presenečenje z začetka priprav, ki se je potem poškodoval, letošnji izbor Denverja na draftu. Igralec, ki vsakič, ko stopi na parket, da vse, izjemen obrambni igralec, izjemno gibljiv obrambni igralec, ki je sposoben pokriti višje in nižje igralce in tudi danes je izvrstno bitko bil pod obročen s Princezisom, res opravil kraljevsko delo. Princezis na koncu 4-15 iz igre, nič 5 za 3 in veliko zaslug za to gre ravno Čančarju. Čančar, ki v napadu še nima tako velike svobode, čeprav tudi v napadu je že naredil velik napredek in tudi tukaj lahko od njega na naslednjih tekmah zagotovo pričakujemo kakšne ključne koše v pravih trenutkih, vendar danes je tisti levji delež svoje službe opravil ravno v obrambi in to opravil odlično. Vidmarja sem že omenil in njegov srborit boj pod obročem z grškimi orjaki. Vidmar, ki ga bo slovenska reprezentanca, če se bo tako kot Goran upokojil, pogrešala tako kot Gorana, ne gre za enako kvalitetnega igralca, seveda je Goran unikum v evropski in tudi v NBA košarki na določen način. Vendar Vidmar je igralec, je center, ki mu recimo Dimec še ni blizu. Vendar Dimec je tudi še mlad center, ki bo napredoval in je tudi pokazal na trenutke v pripravah in tudi na tem Eurobasketu, da ima potencial za prihodnost, vendar bo moral še izjemno trdo delati, da bo naredil tako kariero, kot je recimo naredil Vidmar. Randolph 8 točk, še vedno ni pri metu, 2-7, zgrešeni meti iz pol razdalje, zgrešeni meti izpod obroča, zopet tudi zgrešena trojke še ni zadev na prvenstvu, 3 skoki, 1 ukradena žoga, vendar 3 blokade, 3 pomembne velike blokade v obrambi je tudi on opravil, naredil nekaj dobrih potez, opravil veliko dobrega dela, vendar v napadu še ne daje tistega, kar smo od njega pričakovali. Tudi v obrambi lahko stori kakšno napako preveč, danes po enem neuspešnem metu in nedosojeni očitni osebni napaki je izgubil živce in si prislužil tudi tehnično, vendar to po eni strani kaže, da si želi, da je v igri, tehnične ne dobi igralec, ki mu je vseeno. Vendar Randolph in njegova igra sta tudi stvar forme, se dviguje iz tekme v tekmo, zato vsekakor lahko njegov trenutni doprinos ocenjujemo z pozitivno oceno, vendar ne zelo visoko pozitivno oceno. Vsi od njega pričakujemo še nekaj več. Vendar tisto, kar je najbolj pomembno, Goran je danes dobil pomoč soigralcev v tistih odločilnih, prelomnih trenutkih zadnje četrtine, ko je Slovenija ujela Grčijo in tudi povedla, je Goran 4 osebnimi sedel na klopi. V igri so v tistem trenutku bili Prepelič, Dončić, Čančar, Murić in Vidmar.
To je bila udarna peterka, ki je spreobrnila rezultat, ki je zaostanek spremenila v vodstvo. Po tisti črni drugi in tretji četrtini, nekje na koncu druge četrtine se je začela tista slovenska kriza, slovenski mrk, ki je trajal skoraj do konca tretje četrtine. Slovenci so takoj po prihodu iz slačilnice po polčasu prejeli 9 točk Grkov brez odgovora, slabo delovali v obrambi in napadu. Zbudili so se pa šele proti koncu tretje četrtine in potem seveda v četrti, ki jo je Goran takoj začel odlično. Takoj koš s pol razdalje in nato še mojsterski prodor in njegov značilen obrat, polaganje iz obrata. Ena izmed akcij, s katero redno navdušuje tudi na NBA parketih, in ob tem še osebna napaka, torej hitrih 5 točk Dragića, potem pa tista četrta osebna napaka, po kateri je moral na klop, in seveda peterka, ki sem jo omenil, Prepelič, Dončić, Čančar, Murić in Vidmar, je bila tista, ki je dokončno spreobrnila vodstvo. Nato pa Goran zadnji 2 minuti zopet nazaj v igro, takoj izsiljena osebna napaka, 2 prosta meta in nato še tista pika na i, morda celo odločilna akcija, ki je dokončno zlomila upor Grkov za 75-70, mojstrski prodor in njegovo. O Goranovih prodorih sem govoril in mislim, da te akcije, ki jih sedaj gledamo, nazorno potrjujejo tisto, kar sem rekel. Goran Dragić je v prodorih tisto, kar je Steph Curry pri trojkah. Prav tak virtuoz je on v prodorih in občutek, s katerim on polaga visoko od table, občutek, s katerim manevrira v raketi. Zadnjič sem se razgovoril ravno o tem, kako manevrira visoke igralce, kako igra proti visokim igralcem, vendar danes se ni poslužil tistega svojega cold shoulderja, mrzle rame, s katero si ustvari prostor proti višjim igralcem na izjemno prefinjen in težko osvojil način. Vendar danes je pa pokazal drugačno tehniko, danes je pa pokazal njegov izjemen občutek za polaganje od table. Mnogi trdijo recimo, da je Kyrie Irving najboljši v tej prvini polaganja z odbojem od table. Vendar, kot so z Blažem že v enem izmed podcastov govorila, če pogledamo odstotke, učinkovitost, število polaganj, ki jih posamezni igralec izvede, ugotovimo, da je Goran precej bolj učinkovit, in ko gledamo, potem ocenjujemo samo estetiko teh polaganj. Goran nima takega felša na žogi, nima take rotacije, kot jo recimo da na žogo, tiste masti, kot jo da na žogo recimo Kyrie Irving, vendar pa ima Goran predvsej bolj prefinjen občutek za tisto visoko polaganje iz table preko centra. Goran je naravnost izjemen v tej prvini, vendar kot lahko vidimo v zadnjih letih v NBA ligi je on razvil in osvojil tudi met iz pol razdalje. Odličen je tudi pri metih za 3 točke, čeprav tega sedaj na tem prvenstvu še ne kaže. Ni se še ogrel za 3 točke, ni še tako natančen, kot je bil v lanski sezoni, ko je bil vendarle eden izmed najboljših ostrostrelcev v ligi NBA in eden izmed ne samo najbolj natančnih na položaju organizatorja, vendar v konkurenci vseh igralcev, eden izmed najboljših ostrostrelcev. Iz pol razdalje njegov met je pa že tudi na tem Eurobasketu kar dobro funkcionira, ko mu v prodoru dajo prostor, ko center stopi stran od njega, boječ se seveda Goranovega prodora. Vidimo, da se nasprotniki včasih kar posedejo na tla, ker se tako bojijo Goranovih prodorov. Vendar, če mu dajo prostor za met iz pol razdalje, on to zadeva z zelo visoko učinkovitostjo. Zato bo pri njemu pravzaprav pomembno samo to, da zadrži formo, ki jo sedaj kaže v tem pretekmovanju, na to tudi v drugem delu, in zato bo recimo naslednja tekma proti Islandiji pomembna predvsem iz tega aspekta, kar sem omenil že v samem uvodu, da bodo morali naši igralci odgovorno vstopiti v tekmo, že na začetku ustvariti po možnosti čim višjo razliko, čeprav Islandci so se na
pravzaprav skoraj da vseh tekmah na začetku tekme zelo dobro držali in so jih zlomili šele v tistem drugem polčasu, vendar odlično bi bilo, če bi lahko našim nosilcem, predvsem seveda Goranu, ki je do sedaj tudi dal največ, pustil največ energije potu na samem parketu, lahko omogočili nekaj počitka na tisti tekmi z Islandijo, saj potem naslednji dan, takoj naslednji dan, zopet sledi tekma in to je tista tekma proti Franciji. Vendar za tokrat bodi to dovolj, zato se vrnem čez par trenutkov, da se poslovim od vas in vam podam še nekaj seveda kontaktnih informacij. Torej, kot sem dejal, naslednji podcast sledi v torek, čim prej po tekmi med Slovenijo in Islandijo. Za danes pa samo še kontakti, kjer nas lahko dosežete. Seveda tisti primarni je naša spletna stran sportinfo.si, kjer so objavljene vse novice iz različnih družbenih omrežij, ki jih opravljamo, našega Twitterja sportinfo.si, našega Facebooka NBA Slovenija, tudi našega Facebooka sportinfo.si in morda lahko omenim še naš Facebook Nogometni prestopi, kjer boste dobili vse najbolj sveže nogometne informacije. Za to epizodo pa bo to sedaj seveda več kot dovolj, zato vam želim lep pozdrav, obilico užitkov ob spremljanju vseh tekem Eurobasketa, ne samo slovenske reprezentance, vendar seveda slovensko reprezentanco vsi spremljamo s tistim posebnim užitkom in strastjo, vendar ljubitelji košarke lahko na tem Eurobasketu uživamo ob lepi košarki, ki jo imamo priložnosti spremljati ne samo na tekmah naše reprezentance, zato seveda lep košarkarski, lep športni pozdrav vsem ljubiteljem košarke in športa in se slišimo v torek.